Definitivno jaz otrok ne bi preveč varoval pred tem, kar jim bo življenje predočilo prej ali slej. Bolje je, da v takem nekem kontroliranem okolju, kjer jim lahko to razložimo, osmislimo, ali pa ljudje z njimi, ki jim to, kot pa recimo nekje, kjer bojo sami ali pa v neki drugačni družbi. Drugič pa, te zgodbe so načrtno kot recimo prilike. Prilike so jemani predmeti, pojmi, ljudje iz vsakdanjih situacij, se pravi, lahko vsakdo razume na tej dobesedni ravni, ampak je povabljen, da ko doseže neko duhovno spoznanje ali pa intelektualno stopnjo, da prestopi na neko višjo raven. Zato se mi zdi, da sta tu dve ravni. Otrok lahko gleda tiste zadeve z ene čisto druge perspektive ali pa doživljanja, kot pa recimo odrasel človek, ki je prebral, ki kaj o tem še več ve, ki ga zanima. Tako da jaz mislim, da bi včasih preprosto Tolkien rekel: glej ali pa beri in naj zgodba naredi, kar naredi. Tudi jaz sem imel dostikrat, ko bereš tako zadevo, se zelo poistovetiš. Se mi zdi, da otroci drugače ne gledajo tako racionalno kot mi, ampak zelo uživetveno. In se tudi meni zdi zelo pomembno sploh Hobit, ker vsakič, ko doživi nekaj strašnega, ni tako, kot da bo otrok zdaj samo doživljal tisto strašnost, ampak mu je ponujena tudi neka alternativa, kako je glavni junak to naredil.